lepo pozdravljeni. Začenjamo torej z novim letom, kar se tiče cikla Globosalno. Lani smo prvič nekako preizkusili ta cikl in se je odlično prijel, kjer smo poskušali različne kranjske zanimive osebnosti predstaviti tudi kranjski javnosti. Gre seveda za zgodbe, ki niso tako medijsko izpostavljene, hkrati pa so izjemno zanimive in bi bilo dobro, da jih Kranjčani poznamo, slišimo in da o njih razmišljamo. In ko govorimo o starem mestnem jedru, se pogosto govori o tem, kako se stvari spreminjajo, kako seveda vsaka generacija staro mestno jedro v bistvu doživlja po svojem, ampak so neke stalnice, ki ostajajo v mestu in dve izmed teh stalnic sta tudi osebi, ki sta tule ob meni oziroma njuni dejavnosti. Na eni strani seveda Andrej Pogačar z Kavko, ki je letos praznovala tudi 40. obletnico delovanja, in pa seveda tudi Tomaž Jenko z dežnikarstvom Jenko, ki bo čez 2 leti praznoval 90. obletnico. Tako da gre res za častitljiva leta. Dobro izgledate za vsa ta leta. Je pa pravzaprav zanimivo, kako se je ta zgodba pravzaprav začela in pri enem in pri drugem. Jaz moram reči, ker sem brskal o Andreju oziroma o začetku Kavke, nisem mogel verjeti, da se je taka stvar v bistvu zgodila z eno ne samo idejo potem, da bo zrasla nova kavarna, da bomo imeli nov lokal v Kranju, ampak je bila v bistvu odzadaj še ena kulturno-likovno-umetniška želja po povezovanju. Andrej, zakaj se je sploh Kavka odprla in kako je presegla željo, da bi bila samo lokal? Včeraj sem skupaj. Prvo moram povedati stvar, da sem mislil, da ne bom imel treme, pa vidite, da jo imam, ker ima takega povezovalca, da je to pred tako legendo govoriti res težko. Ampak sem probal sprostiti. Ja, Kavka se je odprla leta 1983, 14. maj, in sicer z enega raziskovanja mene samega 30-letnika, a bom jaz to uspel sestaviti zgodbo, ki se v Kranju še ni zgodila. In sicer predvsem sem hotel ugotoviti, a bom znal voditi eno gostinstvo v nadaljevanju z galerijo. Namreč, hotel sem narediti malo več od bifeja, hotel sem narediti eno kulturo, spraviti med ljudmi, ki so ponovadi bili bolj okoli šankov. In moram reči, da mi je uspelo. Je v bistvu zelo zanimiv. Najdel sem en članek iz tistega leta, ko je bila otvoritev, to je bilo 14. maja 1983. Ja. Sta se tisti dan odprla 2 lokala, ne samo Kavka, ampak še en drug lokal. Kako se ti tega v bistvu spominjaš, ker je bila Kavka opisana takole. Kavka ima domače ime, v njem je manjša galerija in je že obisk sam po sebi tudi doživetje. To je napisal Miran Šubic. Tako je, ja. Novinar Miran Šubic je to res napisal. Takrat je bil še dost zanimiv, pa pamet, bravo. Ja, me je podpiral za to mojo idejo in je tudi veliko člankov napisal na to temo. Je pa res, da se je takrat istočasno odprl še lokal imenovan City Bar, ki ga je pa sestavil gospod Pintar, ki je bil direktor gostinstva Brnik v Kranju. In sicer sva tekmovala, kdo bo prvi odprl. Oba sva vedela, da se odpira in kdo bo prvi odprl, ima šanse, da bo mogoče celo malo bolj delal. In seveda ena anekdota od tega je bila, ki sva sestavljala, kaj bo kdo nudil, pa da se ne bi konkurirala en drugemu. Sva vrgla kocko, kdo je zadeval pozitivno, je dobil točno pivo Zlatorog, jaz sem pa zgubil, pa sem dobil Union. In sva tako, on je točil Zlatorog, jaz pa Uniona. Zadeva je pa toliko zanimiva v tem, ker kranjski poznavalci piva so prisegali na mojo znamko, na njegovo znamko, da je pa nek maunga, punih men nek maunga. Ok, je pa se zgodilo večkrat to, da je med nama tudi kdaj sod zmanjkal zvečera, ne? In ga je bilo treba k njemu iti iskati. Pa obratno. To se pravi, da sem jaz točil Zlatoroga, on pa Uniona. In do danes noben od teh vseh znanstvenikov, pivcev, niso rekli, to je pa, a je sumljivo pivo ali pa a je to Union. Ne.
To je zgodba, no, recimo. Temu pa rečemo zaupanje v znamko. Tako, ja. Pa ne v znamko Union, ampak v znamko Andreja oziroma celotne Kavke, kar pomeni ponuja tisto, kar reče, da je. Tudi če je Zlatorog, bomo se pretvarjali oziroma čutimo, da tako, je. Super. Tomaž, mogoče še z tvoje strani, kar se začetkov tiče, domnevam, da nisi imel konkurence, ki bi v bistvu takrat, ko si sam prevzel, imela v mestu kakšno podobno zgodbo. Pa kako se mogoče sam spominjaš tega trenutka, ko je v bistvu dežnikarstvo Jenko dobilo tretjo generacijo in si ti prevzel v bistvu delo in očeta in starega očeta? Ja, dober večer vsem. Gačo je rekel, da ima tremo, jaz pa ne priznam. Ja, začetka dežnikarstva se že zelo ne spomnim, ker takrat se še nisem rodil. Začel je moj staroče, najprej nekaj v Karlovcu, pol v Ljubljani in pol se je iz obrobja Ljubljane, je tam hišo prodal, pa je se preselil v Kranj. V Kranju je kupil hišo na Cankarjevi ulici, katle v Prešernovi so bile neprimerno draže in pol je z leti je pač toliko prešparal, da je lahko v bistvu hišo na Cankarjevi prodal, pa je kupil na Prešernovi. Takrat je bilo konkurence kar veliko, so bili šavniki, ne vem, je bilo 5 dežnikarjev, mislim, da v Kranju 4 ali 5 dežnikarjev, tako da starata se je mogel orang boriti, ata tudi, ker sem pa jaz prevzel, so bila pa samo še 2. Ona gospa Pečnikova, starejša gospa, ki je bila, mislim, da tam v zdaj hiši, ki je Matjaž, gostilna Matjaž, mislim, da je bila v tisti hiši ali pa ja ni zraven, pa pač mi. Tako da, ko sem jaz prevzel, mi je bilo zelo super, zato ker za šolo nisem bil glih najbolj, sem bil malo bolj delikvent. Ate je šel pa glih v pokoj, jaz sem 1 let delal pri njemu in sem lahko prevzel obrt. Je bilo pa res takrat veliko dela. Oče je imel samo popravila. Jaz sem pa pol s časoma še uvedel, da sem delal svoje dežnike. Sicer oče je tudi v letih, ko je on začel, so tudi še delali dežnike. Pol je počas šel samo na popravila. Jaz sem pa pol začel še prodajati dežnike, pa pol še ostale malo športne stvari. Tako smo se v bistvu malo prilagajali času, kakor se je dalo. Meni ena stvar, ki se mi je ful spomnim kot otrok, je, da ko sem šel mimo, da me je zmer šokiral, koliko je bila ta izložba vaša nekaj posebenega. Zmer je bila lično oblikovana, v bistvu niti ni bila sama izložba od Štacune, ampak je bila kar neka mizanscena, neka scenografija, gledališka je bila. Danes me je pa v bistvu Vojta malo spomnil še na to, da so imeli nekakšno igralnico tam, da je bila to v bistvu živa izložba, kjer si šel mimo in si videl lahko otroke, ki se igrajo v izložbi. Kako je prišlo do te ideje? To je bilo samo enkrat, no, to je bilo samo enkrat. Ampak pač je bila ena od izložb. Zdaj, jaz sem danes zelo vesel, da je z nami tudi glavni ali pobudnik, akter Bojan Bešter. En aplavz za njega. Midva so v bistvu, on je bil vedno umetnik, umetniška duša. Jaz sem bil vedno trgovec in bila sva prijatelja in so se enkrat, moja glih v Kavki, če se prav spomnim, zmenila, kva če bi midva naredila eno odštekano izložbo. No in sva naredila in pol sva to delala, v najboljših letih sva delala vsake 14 dni novo izložbo. So bile pa res malo ekstravagantne, malo so bile samo svoje. Jaz sem Bojanu velikrat, sicer ne moram reči vedno, prepustil in idejo in način izvedbe. Sicer sem vedno mogel malo prikrojiti pač trgovini ali pa da ni bilo čisto prehudo. Tako da mislim, da sva zelo, zelo dobro furala. Mislim, da kakšen 2 let nazaj sva naredila eno še na stare čase. Pa mogoče bova še kakšno, ko sva še zmeraj zelo dobra prijatelja. Super. Dobro, temo si dal za navezavo v bistvu na vajino skupno zgodbo. Kolikrat si bil v Kavki? Kaj je zate pomenila Kavka? Kako si v bistvu spoznal sploh Andreja, njegovo družbo, njegovo zgodbo, ki je v ozadju celotnega lokala? Ja, zdaj, mislim, da sem Andreja spoznal na 2 koncih.
Prdnemo v Kavki, pa na Krvavcu. Andrej je ogromen, mislim, jaz bom kar rekel Gačo, ki ga pač tako kličevo, da se nam matra tlele. Gačo je zelo veliko smučal, zelo dobro smučal, velikrat smo tudi kakšno furo skupaj naredili. Jaz sem v začetku treniral akrobatsko smučanje, pa pol snowboard, tako da na Krvavcu smo se ogromno videli. Je pa res, da smo pa veliko tudi k njemu hodili, zato je ta družba od pač akrobatskih smučarjev je bila pri njemu, jaz sem bil tle sosed, sem bil tudi veliko pri njemu in mi smo imeli, ni bilo SMS-ov, telefonov pa to in v bistvu vse druženje, kar je bilo ali na štadionu ali pa pač v enem lokalu včasih. Super. Gačo, zdaj mislim, da lahko prešaltamo na Gačo pa Jene, da se ne bom zmotil z imeni. Da sem sprosto malo počasi. Edino pravilno. Je pa v bistvu res, začeti posel se mi zdi takrat v 80-ih, meni to znanstvena fantastika. Mislim, da sem prebral, da si rabil 3 milijone dinarjev za to, da si lahko vse skupaj zaštartal. To je res, Kako so ti zaupali? Praviš, da si bil kljub mladosti že toliko podjeten, da so vedeli, da njemu lahko damo? Ja, res je. Jaz sem s 26 leti začel z samostojno obrtjo in sem bil star 30 let, sem začel s kavko, se pravi, ti krogi bančni so mi poznali kot resnega in ni bil problem dobiti denarja. Kaj pa kar se tiče samega v bistvu nekega dodatnega nabora, prebral sem, da ste najprej imeli poleg seveda likovnih razstav, poleg pijače, tudi določene specialitete, s katerimi ste probavali. Kako je to šlo čez? Ja, jaz sem imel popoln analfabet v gostinstvu, jaz pojma nisem imel, v kaj se spuščam. Se pravi, hotel sem raziskovati nekaj novega. Očitno mi je ratal, ker je toliko publike danes tukaj. In sicer je bilo to tako, nadgraditi sem hotel poleg umetnosti, ki sem že prej od njih govoril, še malo več ponudbe, ki so jo kranjski bifeji ponujali, oziroma takrat ni bilo več bifejev, smo bili jaz pa Siti edine dva. In sem rekel, poleg pijače bi nudil še konjski biftek, tatarski biftek, ribi biftek, pa narezke. Slišal se je fajn, vse je bilo fajn, na tabli je bilo, cene so bile, vse je postavljene, ampak pozabil sem, da smo na Gorenjskem, da je to ni šlo najbolj. No. Da so se doma najeli, pa so na pir k meni prišli. Tako da v recimo 2 mesecih smo to zaprli dol. To zapravo je bilo v bistvu vse, kar se te dodatne ponudbe tiče, nekje z vrha namera in likovna umetnost v redu. To je postala, likovna je postala, ker skozi likovno umetnost sem pa hotel dobiti malo boljše goste, ne pijančke ali pa žejne ljudi. In ja, so se odzvali. In to je bilo vsak mesec druga razstava? Vsak mesec druga razstava. 15-20 let, to je bilo 20 let. To je skoraj 150 umetnikov potem, ki so razstavljali. Tako, malo manj, 130 recimo razstav je bilo, uradnih, odprtih tudi z medijem, tudi s televizijo, ki smo prej vprašali, če smo kdaj bili v televiziji. Pa zelo dobra znana imena so razstavljala. So radi prišli, ker smo jim nudili, poleg tega, da so zastonj pač razstavljali, je bila to prodajna razstava. In prodajali se je zelo veliko, dejansko so bile kakšne razstave? Prodaja se je 80 ali pa več procentov stvari, ki so se razstavljale, so se prodale. Zakaj tega danes ni več? Oziroma, zakaj, ne govorimo seveda samo za kavko, ampak zakaj to ni en model, kjer bi deloval? Jaz mislim, da ta model deluje, sam je pa treba vložiti veliko dela. Tam ne vidim kolegico iz Fungrata, ki se s tem naprej ukvarja, hvala Bogu, prima, dobro dela. Ne vem, dejansko treba veliko dela imeti. Jaz sem en mesec iskal novega partnerja, se pogovarjal z njim, se dopisoval z njim, ga usvajal, da je prišel postaviti. In na koncu se je pa zgodilo to, da se ta umetnost oziroma galerija afirmirala do take točke, ki so oni začeli iskati, če lahko razstavljajo, pa je bilo pa narejeno. Je pa tudi v bistvu, zdaj, če se spomnim nekako na število razstav, veliko je bilo tudi mednarodnih, kakor smo rekli, ogromno stvari se je prodalo, ampak kako je bilo pa prepričati umetnike, a jih je bilo kaj strah, da se bodo stvari poškodovale, da bo kakšno delo uničeno, ukradeno, karkoli? Seveda jih je bilo strah, to je pa tisto, ki sem prej povedal, en mesec sem rabil do vsakega posameznika, da sem ga prepričal, da je to resna zgodba, da tudi če bi prišlo do kakšne negativne stvari, bi jo jaz pokril.
Zdaj, edina negativna stvar, ki jo mečken moram vprašati, oziroma je bila taka, najbrž pa ste precej glede radijskih sprejemnikov v Kavki. Zelo. Ja, kakšna je bila ta izkušnja, oziroma kako je seveda to neko bolečino potem pa začeti znova, pa si reči, bomo. Vidim, da te je moja hči malce zelo dobro informirala. Ja, še isto leto. Se pravi, maja smo odprli, avgusta je pogorel. In to zaradi radijskega spremnika, ki je bil na šanku, ki je to delal cele dneve, to so bile stare zadeve, lesene, se je stvar pregrela in začeli tleti in je zagorelo. Dejansko je zagorelo tako, da je streha bila odprta, do prve plate je bilo adijo konc. Ja. Kako v takem trenutku samega sebe prepričaš, da to ni neko znamenje, da nehaj? Če sem iskren, mi je prepričal takrat moj zaposlen Sašo Čuharov, ker jaz sem ga poklical, Sašo, naredili se je takole pa takole, to je bilo ponoč, zato bi mogel prijadirati, sem rekel, neč doma ostan, pogorel je, zapiramo, jem šel nazaj v službo, te bom pa jaz rihtal, oziroma ti jo ne bo treba rihtati, ker stok dober kadar je že dobil. Ne, rekel, je prišel 4 zjutraj že tja, v delovni obleki, se ko pa je? Ja, prav tole mu nazaj postavili, kaj? To je brez veze. In dejansko smo enemu mesecu postavili nazaj Kavko. K sreč, da sem šel jaz k mizarju v Žabanco, pa me gleda, kaj pa je, a sem še kaj pozabil, sem rekel, ne, vesel sem, da imaš še moje načrte po sten, kar še enkrat naredi isto lokal. Čak, kako prav, jaz sem rekel, le danes po noči je pogorel. V enem mesecu je tala zadeva stala. Mislim, da si tole res zasluži aplavz za tak pogum, pa za tako voljo. A vidiš, dejansko bi lahko, 40 let nazaj se ta stvar že končala, niti ne bi govorilo o tem vprašanje, kaj v sebi, ampak tudi ob težkih trenutkih je treba najti to neko moč pa nadaljevati oziroma najti pot, kako še naprej ustvarjati pa delati stvari. Vse sem rekel, Sašo Čuharov mi to pot pokazal, oziroma rekel, ne, dali se namo in smo delali naprej. V bistvu imam podoben občutek pri tebi, kar se tiče tega, kako je bilo treba ustrajati pa iskati neko svojo pot znotraj tega, kar delaš. Kolikrat te je vmes, ko je seveda dežnikarstvo ratal ena stvar, ki ni bila več modni dodatek, ki ni bil več posebnost, za katero si v bistvu zbiral kar nekaj časa denar in razmišljal, kaj boš imel, ampak je ratala neka potrošna roba reklamnih dežnikov. Kako si poskušal sam ohraniti ta smisel, pa se zavedati, da to, kar delaš, je ta pravo poslanstvo? Ja, v bistvu ne znam odgovoriti na ta vprašanje. V glavnem, vedno sem tako gledal, da je obrt pozitivno laufala. Se pravi, in sem se pol z leti pač prilagajal, sem naredil trgovino, sem naredil pol Martin's Art Shop, pa pol vmes sem naredil prav dežnikarstvo svoje, celo v bistvu malo tovarno, pa so pol prišli dežniki iz Kitajske, pa sem mogel vse zapreti, pa pol sem imel Goltes Shop, pa tako, v bistvu skozi sem se probal malo prilagajati, da bi v bistvu dobro delal, no. Je pa vedno dežnikarstvo ostala rdeča nit. Zato, ker v težkih trenutkih tudi z uslugam lahko preživiš, če pa nimaš uslug, pa sam s prodajo, če ne gre, je pa bolj težko. Ne? Tako da vedno se mi je vmes prepletal malo povezovanja in usluge, dežnikarstvo in servis. Nekaj časa sem imel tudi servis smuči pa bordov, takrat, ko sem pač borde prodajal. Tako da se v bistvu en na drugega navezoval, pa en drugega rešval, če je bilo treba. Kako si pa prišel do te ideje, da bi v bistvu povezal nekako narodno nošo oziroma ta občutek slovenskosti, ki je vladal v teh oblekah, z dežniki? Ker, kakor vem, si pravzaprav eden teh ekskluzivnih ustvarjalcev, izdelovalcev dežnikov z narodno nošo oziroma z motivom narodne noše in tudi, kakor sem slišal, so Avseniki zelo veseli, da te imamo. Ja, res, sem edin. Zdaj, sicer nekaj teh v bistvu dežnikov srednjega ranga, sicer so kvalitetni, sem dal narediti. Izdelujem pa še en model pehta, ki ga pa prav v bistvu delam sam. No. Je
sicer je tudi cena okrog 160 evrov, pa bi mogla biti 200, če bi bili tako, da bi hotel kaj orang zaslužiti od tega. Ampak je pa tako, jaz sem imel šanso, se pravi, sem imel dostop do ogrodja, do delov, do blaga, do tega in sem pol začel delati dežnike narodne noše, ki jih moj oče ni. Ampak to po enih, ne vem, 5-10 letih, ko sem vzel obrt. In pol smo povpraševanje pa glih toliko, da načeloma, mislim, malo se splača delati, malo je pa fino, da pač to ostaja. No. Tako da za nekaj let imam materijala še, tako da za nekaj par let smo še preskrbljeni s tem, za narodno nošo, z regionalnimi dežniki, pa bomo pa videli, kako bo. Ker zelo težko se dobiti pač blago, zdaj zelo težko dobiti pač ta prave žice, zelo težko in zelo drago. To je en proces, ki traja koliko dni, koliko časa se izdeluje en dežnik? Glih toliko, da mi je približen. Od začetka do konca si ta dolgo malce glih v enem dnevu konca. Ok, mislim, da moramo začeti veliko bolj spoštovati naše dežnike, ker ni to stvar, ki se naredi takole, ampak je dejansko zahteva ful enega dela. Je pa zanimivo, sem tudi prebral, da sam pa nisi ravno navdušenc nad dežniki. Da nimaš veliko dežnikov oziroma da ga ne uporabljaš skoraj nikoli. Ja, to je res. To je ta Kovačeva kobila. Mogoče Kovačeva kobila, mogoče pa, čeprav zdaj v zadnjih letih ga že odprem, včasih ga pa zavestno nisem, ker če že cel dan delam z njimi, ga nam še nosil okrog. Ok, se mi je zdelo, da je nekaj na tem. Je pa najbrž precej nerodno iti mimo tebe v deževnem vremenu, ker imam občutek, da ti, ko hodiš po ulici, si res natančen in točno veš, ta da nekaj nase na svoje marilo, ta ne da nič. Drugače najbrž ocenjuješ ljudi, ker mi, ko hodimo, samo pa nam je precej vse en glede dežnikov. Ja, meni je zelo težko videti punco ali pa gospo ali pa gospodično, ki je izrihtana v nulo, pa gre z dežnikom, ki ene 3 žice dol visijo. Tako res mi ne gre, kar preč pogledam, pa rečem, bi z veseljem povabil k meni. Jaz priznam, da ko sem tole prebral, pa prele, ki je malo rusil, sem si rekel, kaj sem dežnik kar pustil v avtu, ker če me je ne vidi, kva si v mislu, res. Ampak točno to, dejansko toliko manj se je dalo v nekem obdobju, ampak se mi zdi, da se to zdaj obrača, da je vedno več ljudi, ki skrbijo za to, da pač nimajo 200 dežnikov, ki jih tudi 200 zgubijo, ampak da imaš nek oseben odnos z dežnikom, tako kot je bilo včasih. A se to vrača ali je to samo moja zabloda? Ja, problem je bil 20 let nazaj, ko je bila preplava kitajskih poceni dežnikov in takrat se je v bistvu delno porušil ta trg. No. Zdaj se postavlja nazaj, ker zdaj tudi dobri dežniki imajo solidno ceno, so dražji, kot so bili pred 20 leti, ker pred 20 leti so bili čisto prepoceni, pa pred 15. Tako da ta trg nekako se postavlja, tudi kitajski dežniki, tistih čisto slabih skoraj ni več, je sam še tam sreden rang, pa boljši rang in v bistvu se spostavlja ta en normalen kupoprodajni odnos pri dežnikih. Super. Preden prešaltamo na drugi del našega pogovora, ki bo majčkeno bolj vezan na ta športno-adrenalinski moment, v katerem sta oba dva zelo prisotna. Gačo, še eno vprašanje zate v povezavi z samo kavko pa z selitvijo. Pravzaprav kavka, kot smo govorili, to, da je bila v prvem nadstropju, teda ste z arhitektom Dušanom Engelsbergerjem, pravzaprav staro opuščeno stanovanje spremenila v gostinski lokal, ampak današnja kavka je seveda na drugi lokaciji. Kako se je ta zgodba pravzaprav razvila, razpletla, koliko je bila po eni strani naključna, po drugi strani pa kar nekako čakala na noč, ko se bo selitev zgodila? Ja, za selitev je kriva moja draga Breda. Namreč, jaz sem ta lokal, ki sem ga prej zasedel po 18 stopnicah, imel v najemu in lastniki Gogala s Frančiška se je pisala, mi ga niso prodali, niso hoteli prodati. Medtem sem pa začel razmišljati o tem, da bi jaz kaj drugega si ustvaril. In sem prišparal, seveda spet s krediti, za to novo lokacijo, novo kavko, ki danes delamo v njej. In sicer sem jo kupil leta 1993, to hišo. Prejšnja lastnica je bila pa
naveličala se je stalnega efekta naokoli najemnikov, ki je imela najemnike noter. Je rekla, ja, prodam hišo, ampak v paketu z najemnikom. Sem rekel, ja, ni problem, jaz ga bom vzel, ne, prazna hiša, ok. In grem do tega modela, sem rekel, Leon, jaz sem zdaj lastnik te hiše, te namečem ven, dobrodošel si, to je bil včasih Newspub, dosti kvaliteten lokal, bod noter sam, stvari so jasno zapisane, koliko je kdo kjer mu dolžna, ne, če boš to spoštoval, si dobrodošel, če ne, pa sorry. In je zdržal 3 mesece, pa je rekel, sorry. No in med tem časom se je pa, kaj jaz vem, 5-6 letih zamenjalo še 5 najemnikov. Jaz sem to doživljal tako, da je to samo po sebi umevno, da imam jaz zraven soseda, ki je meni konkurenca. Ne. In nekega lepega dne pa Breda prav, pa jaz se ne grem več po telih štengah, oprost, midva se preganava gor pa dol, kot dva idiota. Tam imaš bajto, imaš lokal, imaš vse, daješ konkurenci, ne, da s tem zgubljaš kšeft, pa tam imaš pa teraso, vse imaš. Se rekel, čak malo, svaka čast. Jaz pa to nisem znal razmišljati, jaz sem namreč s to hišo gor zrasel in to ne moram zdaj zapustiti. In zgodilo se je to, da smo v soboto 24. avgusta 2009 soboto zvečer zaprli lokal, celo nedeljo, celo noč selili v nov lokal, v nov hišo in v ponedeljek odprli Kavka kava bar, klasičen, z istim imenom, skoraj z istim naslovom. Zasmejal sem se pa zato, ker zato niso vedeli ne inšpektori, ne FURS, ne DURS, ne noben, da smo mi preseljeni. Namreč tam je bila Majstortrg 8, tle pa 6. Malo sem bil naroden, da sem z dokumentov iz 8 naredil 6 in stvar je bila kar dosti tih, do danes me še noben ni nič vprašal. Razen pokojni inšpektor, tržni inšpektor, delovni inšpektor Čipe, ki je bil moj stalni gost ali pa redni gost službeno, je vedel za to in se je posmejal enkrat prav, pa speljal galantno, brez papirjev, brez tega, če bi čakal na papirje, bi bilo mogoče šele danes odprti. To je taka zgodba. Super se splača narediti selitev v bistvu v isti ulici, če že. Ja. Tako da, ok, odlično. Mislim, da ta del smo nekako otvorili, se bomo še vrnili k njemu. Mi je pa zanimiv predvsem zdaj ta drugi del, kar se tiče vajnega športnega udejstvovanja, pa številnih mitov, o katerih sem slišal, vse govori. V bistvu, Gačo, kako si se sam navdušil nad športom? Domnevam, da si seveda že vrsto let bil športno aktiven tudi v času Kavke. In kako je prišlo do rojstva tega smučarskega tekmovanja za pokal Kavke na Krvavcu? Ja, tako je že Ene rekel, mi smo na Krvavcu gor zrasli. Jaz sem v prijatelje, športnike, smučarje, surfarje, ne vem še kaj bi se najdel. Sem z njimi delal, z njimi dihal in to so bili tudi moji gostje. In da bi jim vsaj delno kaj vrnil nazaj, sem se odločil, da začnem organizirati pokal Krvavec v veleslalomu in smuku. S pomočjo takrat RTC Krvavca smo to zalaufali in je bilo dosti na nivoju. Moram povedati, da recimo so nastopali tudi takratni še A reprezentanti na te tekmi in prvi zmagovalec moje dirke, se spomnim, je bil Zibler Janez. Wow. Ampak to je bilo pozim. Polet pa seveda, ko ni snega, smo se pa nekaj novega spomniti. Smo mogli pa še ta druge goste navdušiti, da jim vrnem nekaj. In smo začeli se ukvarjati s kolesarstvom. Naredili smo zelo legendarno tekmo, 6 let je trajala, pokal Kavka Kranj Jezersko. Odmevna stvar, pomagal mi pokojni Franc Hvasti, pa seveda takratni reprezentanti, kolesarji, ki so bili tudi moji gosti, pa so spet vse naveže okrog športa pa piva. Seveda, ampak je dejansko bil, tako kot je tudi Ene rekel, to en kraj, kjer se je marsikakšna ideja rodila, marsikakšno prijateljstvo naredilo in tako je prihajalo tudi do takih projektov. Domnevam, da sta se obe dve ideje in za pokal Krvavec in za kolesarstvo na Jezersko rodili v Kavki. Tako je, seveda. Tako kot je Ene prej krasno povedal, takrat ni bilo mobitela, takrat smo se pogovarjali. Danes se pa žal ne znajo, pa upam, da se jo spet.
Super. Jene, zate vprašanje je v bistvu zelo podobno, kar se športa tiče, s tem, da imam občutek, da si bil ti ves čas nekako navdušen nad tistimi športi, ki so šele prihajali, ki jih nekako nismo pri nas poznali. Da si nekako grabil tiste panoge, ki so recimo temu iz zahodnega sveta prišle v to našo zaprto državico. Tukaj mislim recimo na hot dog. Jaz sem danes se še enkrat spomnil, da se je včasih akrobatskemu smučanju rekel hot dog. Kako v bistvu si nekako zvedel za to in koliko je res, da so te zahodni športi oziroma športi, ki so prišli k nam, navdušili? Ja, tako, športi, ki so prišli, so mi navdušili zaradi tega, ne da bi jaz to iskal od zunaj, ker nismo imeli pač variante, tako kot danes Google pa internet, ampak pač sem enega videl. Sem prišel na Krvavec, je Rekar, Gogo in Company, Klaj, vsi ta stari, so skakali salte. Jaz berig nikoli ni bilo višine strah, vedno sem skakal rad v vodo, to sem rekel, da lahko probam, pa so oni rekli, lahko probaš, pa sem šel zraven in sem probal. Tako da, ne vem, pol sem videl Kamničane, pa Johana, ki so prinesli gor bord, loj to. Drugače, jaz nisem vedel, da to obstaja. Jaz sem šele, mislim, je že pol Krvavca bordal, ker sem jaz šele začel. In sem probal in pač je šlo. No. Pri teh stvarih, se pravim, nisem imel kaj veliko strahu, pa načeloma sem bil toliko, ne vem, elastičen, kakorkoli, da mi je nekako šlo. No. Jaz sem slišal nekaj zdaj, ne vem, a je to res, da si bil eden prvih, ki si naredil dvojno salto nazaj. V Sloveniji čisto prv. Wow, bravo. Se pravi, nazaj se voziš, priješ do skakalnice in se dvakrat obrti. Ne. Dvojna salta nazaj je pomenila, da se ti naravnost pripelješ, pa ti lahko delaš zvratne salte, pa salte naprej. Se pravi, se pripelješ naravnost in narediš dvojno salto. Čisto vprašanje, kako se tega naučiš, če to ne treniraš, brez da si pri tem resno poškodovan večkrat? Ne gre. Ok, strah me je bilo, da bo ta odgovor, ampak ja, točno to. Okay, če se nekako še naveževa na ta smučarski del, pa na adrenalinske podvige, jaz sem slišal tudi za en urbani mit, da smo tudi v Kranju prirejali smučarsko tekmovanje, oziroma deskarsko tekmovanje, ki pa je bilo bolj kot ne stilski nastop in da je vključeval vožnjo po ledeniku. Nam lahko več poveš o tem, zakaj gre? Ja, to je kranjski ledenik, je tle pri Čebelci, pri Valtarju. Tle pač vozijo sneg, ker sneg zapade iz Kranja in se naredi ledenik. To so že leta nazaj, mislim, da so teli alpinisti pa GRS-evci že prevozili. No, jaz pa mislim, da sem bil ta prvi, ko sem ga nekajkrat z bordom prevozil. Prevozil pomeni, da se ostaviš kje? Vedno me je na koncu majčken zvil, pa sem pristal v Kokri. Ok, se mi je zdelo, da je tudi ta odgovor. V bistvu, ja, kar en kup enih norih stvari. Jaz moram reči, da sem prvi za to slišal, sem rekel ne. Pa sem rekel, ja, je naj bil. A ja, ok. Tako da pa sem pa verjel. Ker smo že pri teh norih stvarih, slišal sem, da si septembra laufal v pancerjih. Zakaj? Ne, v bucih. Aha, ok, mislim se podobno. Sicer 5 številk ali pa 3 številke preveliki, tako da sem bil čisto vas žulast. V Preddvoru sem praznoval rojstni dan in so mi prijatelji, ki se ponavadi na bordu vozim brez očal, brez čelade, so se malo pohecali z mene, pa so mi dali une štumfe, ki grizejo, une trdeče ta velike, pa prevelike buce, pa bord, pa kapo, pa očala, pa rokavice, vse tisto, kar najbolj ne maram in sem pač s tem do Preddvora tekel, tam smo imeli žur. Jaz sem organiziral tek do Preddvora. Jesen? Jesen, septembra. Ja. Ja, spomnim še mojega sina, ki je šel s prijatelji, me mgaja, pa mi tam laufamo, pa jaz rečem, Jernej, zdravo, pa on sam tako, oč, zdravo. Okay. Še ena stvar, kar se teh ekstremnih zadev tiče, je pa tvoja ljubezen do skvoša. Si navdušenc nad skvošem, ampak to navdušenje znaš včasih tempirati na celodnevne dogodke. Kako nam lahko poveš, kaj se je torej dvakrat zgodil in koliko ene vzdržljivosti in ljubezni do skvoša si pokazal? Ja, to je tako, jaz sem zelo veliko igral skvoš, tudi ko sem se že stuširati pa šel, pa sem hotel nehati igrati, pa je še en hotel igrati, sem šel še enkrat igrati, pa sem šel še enkrat z njemu igrati. Ne glede na kvaliteto, je bil boljši ali slabši, nima veze. In tako me je enkrat pod tušom
ko smo glih nehali igrati, si pa jaz zamislim, kaj pa če bi jaz igral 24 ur skvoša. In sem se na koncu še isti večer odločil, da bom. To je bil res en lep dogodek. Sicer sem tudi 2-3 mesece prej treniral. Sem hodil tudi v fitness, ker drugače ne, zelo rad tečem, fitness mi ne paše, ampak sem vseeno se malo pripravil. Bil sem zelo vesel za te, kaj je prišlo, mislim, da na dogodek v zadnjih 15 letih skvoša največ ljudi. Veliko igralcev, naredili smo srečelov, dali smo v bistvu del denarja od srečelova za 2 mladinca, da sta šla v Nemčijo, lahko na turnir, smo jim plačali spanje, vse pod stroške za te, ker zveza je slaba, ni imela denarja takrat. Tako da v bistvu je bil zelo lep dogodek, na koncu mi zelo zmatran, pa eno lepo stvar smo naredili. Tudi redno hodiš na mednarodne dogodke, na mednarodne turnirje. Sem slišal, da si v Srbiji reden gost, da si vsako leto tam v bistvu edini, ki se lahko s tem pohvali, da tudi v Srbiji nimajo takega profesionalca. Zakaj je to toliko pomembno ohranjati neko skupnost? Domnevam, da vseeno skvoš je ena skupnost. Ne gre toliko za tekmovalnost, kot gre za druženje, prijateljstvo. Ja, v tem športu je zelo fino, da ni denarja noter. Tam, ko ni denarja v športu, tam je veliko več prijateljev, kot tam, ko se je vsak za svojo službo, ker to je njim služba, načeloma ni službe. Tako da, ja, jaz sem za Srbiji sem ratal zelo dober prijatelj, nekako smo se ujeli. V bistvu mi smo tle že znali dobro igrati, ko so oni šele začeli, pa smo šli mi ta prvi dol, pa smo jih sploh naučili, kako se pravilno načeloma igra in tako, in smo v bistvu ratali zelo dobri prijatelji. Tako da sem jaz pa, zdaj sicer sem bil 1 let poškodovan, prej 1 let nisem bil, zdaj 2 let ali pa 3 že nisem bil, tako da moram zdaj je to kratkem. Drugače sem bil pa zelo reden gost, parkrat na let. Super, je pa res Jene, tako kot prav, sposoben igrati z vsakmu, tudi z mano je šel parkrat skvoš, tako da dejansko, tudi če si najslabši igralec, je Jene voljan igrati s tabo in te naučiti kakšno novo potezo, kakšen nov udarec. Upam, da čez 2 dni nisem imel hudega muskultibra. Ja, res je bil. Takrat sem se šele začel zavedati, kaj pomeni v bistvu skvoš, pa kako lahko v 45 minutah dobiš full muskulfibra. Gačo, v bistvu vprašanje zdaj, kar se tiče tega športnega dela, moja že Jene omenil, da imata oba afiniteta do teka. Kako se je pri tebi zgodila ta ljubezen do teka, do tega, da si postal maratonec? Ja, sem je nasmejal, Jene, ja. Leta 87, ja, je pristopil k meni velik ali pa največji jugoslovanski slovenski ultramaratonec Dušan Mravljaj. Pravlej, rabo me na pomoč, a šel z mano na support Sydney Melbourne, 1000 kilometrov. Seveda jaz nisem tekel. Jaz sem mu pomagal, jaz sem bil njegov šofer, jaz sem tekel z njim. Če je pred mano on dvignil roko, sem jaz skočil ven z kombija, vprašal, kaj bi, nazaj v kombi pripraviti, jesti, piti in prinesti in z njim teči. Takrat sem jaz pravzaprav se navdušil, da je to pa mogoče fajn stvar. In sem prišel domov, 88, ja tam nekje, sem pa si kupil prve copate, seveda z nasveti njega, in začel počasi, tako da sem do danes oddelal 11 maratonov pravih, tudi s prijateljem, velik maraton, Atene maraton. Ste ga skupaj pretekli? Ja, skupaj, ja. Tako da sem zelo ponosen na to, da sva to naredila. Skupaj sva štartala. Ja, to je luštna zgodba. Jene, no se nima ure, se jo še danes nima ure. On nima nikoli ure, on ne teče na uro, on teče za zabavo in za svoj tempo. In tako se je tudi začel. V blokih tam, ko se štarta, imaš rezultat in te postavijo, kak je tvoj rezultat. Jene šel za nalaž kar malo nazaj, po svoje, bom jaz že svoje odtekel in štartamo. Jaz sem bil 2 minute pred dnevom, sem štartal, grem svoj tempo. Ma ni bilo 3-4 kilometre, mene Jene prdirka. Se je rekel, dej, čakamo, ustav se, to je prehudo, to šidoš mu težave. Ma ne, jaz vem, jaz imam svoj ritem, jaz grem, ok. Jaz pa svoj ritem. In seveda v dobrih 4 urah jaz pridem na cilj,
prepričan, da je on že tam, ta drug pir ima siguren rok, se usedem v cilj, čakam, išem, jeneta nekje rivela. Koliko je bilo, koliko smo, par minut si prišel za mano, jaz se ne spomnim zdaj, ampak ja, no recimo tam nekje, skozi sem jaz šokiran, kako da je za mano, ampak je bil pa dejansko totalno uničen z njegovim tempom, brez ure. To se pri maratonu ne moreš prvošati. Mi je pa zanimivo, ker se spomnim. To pa ja. Ne. Dejansko si šel iz Ljubljanca, pol direkt v Atene, si imel prav turnej. Bravo, Beti, to je vse res, ampak kljub temu ima on svoj tempo. Mi je pa zanimivo to, ker se spomnim nazaj. Vem, da ko smo delali ta film o Ljubljanskem maratonu, sem takrat z Romanom Kejžerjem govoril in je rekel, mi smo se skrivali, ker smo začeli laufati. Ker najprej je bilo, pa vse imaš dosti dela doma. Kaj pa se greš, ne? Ja. Kako se spominjate tega, v bistvu teh prvih začetkov teka, čist drugače bilo kot danes? Skok se res rekel, nas so imeli za ne budale, kva se mi gledali, gremo pa letamo gor pa dol, dosti dela imaš drget. Če drugega dela nimaš, pa je to kako strešt. Ampak dejansko je bil pa to za mene v stresni službi, ki je gostinstvo, zelo velik filter, zelo velik mi je pomagal. Tako da se danes laufam. Dejansko smo rabili nekaj cajta, da smo kot družba dojeli, kaj je nam lahko tek prinese. Seveda. Kako pa zdaj recimo nekako ohranjate to tekaško formo, na koliko maratonov greste letno, domnevam, da je ne še zmeraj, jih tempira na 14 dni. Konkretno bom odgovoril, pa pa ti naprej. Jaz ne grem več na maraton. Štart maratona je za mene velik stres, tako je bil danes štart tele debate, sem se šele zelal nekako v miru. In sem rekel, čakamo Peter, pa to meni ni potrebno, da se jaz stresam, odpravljam na pot, ne vem, jaz se ne grem več, ne dirkam več, za svoj užitek grem pa z veseljem, tudi vsak dan, če treba teči. Super. Jene? Ja, jaz to čist z druge strani gledam kot Gačev. Pač se postavim na cilj, pa tečem to, kot lahko. Tako da jaz verjetno bom na kakšnega še šel. Trenutno zdaj sem bil poškodovan, pa nisem v nikakršni formi, da bi to lahko naredil, ampak v roku kakšnega pol leta pa to bom pa mislim, da spet na zeleni veji. Super, te držimo za besedo, oziroma smo prepričani, da bo res se zelo kmalu zgodil ta revival. Me pa še zanima, zdaj, ko se nekako na tole glasben del bi se še malo navezal pri tudi tebi. Sem slišal, da si bil v bistvu pogosto DJ na kakšnih eventih in da si kar rolal v bistvu s CD-jev to glasbo. Odkot ljubezen do glasbe, kako se mogoče sam tega spomniš? Odkot ljubezen do glasbe ne vem, ampak vedno mi je bila všeč. Načeloma sem že zelo zgodaj, že v osnovni šoli začel biti pristaš punka, ker sem ga ohranil do zdaj. No. Sicer zdaj poslušam tudi druge zvrsti, v bistvu vse, kar ni res čisti pop, mi je v redu, pa kar ni klasika. Tako da je bilo tako, ko smo začeli dirkati, tekmovati, ko so se začele snowboard tekme, v bistvu ni bilo nič, ne ozvočenja, nič, je bilo v bistvu vse v povojih. Pa smo paket, jaz sem si kakšen ozvočen sposodil, zato da je bilo malo bolj živahno, pa malo več druženja. Pol zelo malo sem si kupil en tak svoj majhen aktiven ozvočenje in sem v bistvu na vsaki tekmi postavil zaston iz svojega entuziazma, pač ozvočenje, sem vrtel muziko, ko sem bil jaz, pač sem dal eno kompilacijo gor, sem letel na štart, pa spet dol. Pa smo začeli malo komentirati, sem še zraven, pa moj zelo dober prijatelj Gojc, ki zdaj v bistvu napoveduje vse te glavne in maratone in tekme, je pa sva skupaj dirkala v bordu in pa sva se tako menila, da ko je en dirkal, je en vrtel pa govoril, ko je pa ta drug dirkal, je pa ta druga. Pa s časom je pa to tako prišlo, da je Gojc nehal dirkati in je pa ratal zelo boljši speaker, kot jaz, in pa so se zmenila, da bo jaz muziko vrtel, on bo spikal, pa ni več dirkal, jaz sem pa v bistvu vmes skočil na štart, pa sem odpeljal. Ti si pa ohranil to dvojno vlogo, ti ni bilo dosti samo eno, verjamem. Si pa tudi, veš čas, kakor praviš,
nekako sledil punku in imel željo, da bi imel tudi band. Pa imaš še zmeraj doma bas, ki čaka na to, da ga ustanoviš. Band namreč. Ja, to je bila zgodba. Jaz, Bugi pa Bobby, smo se enkrat zmenili, da bomo naredili punk band. Ne bom imena povedal, ali pa bom. Vse smo se zmenili, da bomo naslov benda bi bilo Spizdi z odra, da prvi komad bi bil pa Že gremo. Pa tako, da jaz sem šel kupiti bas, aktivno ozvočenje sem imel že doma, tako da sem ga lažje kar priklopil. Zmenil sem se z mojim dobrim prijateljem Francetom Logarjem iz skupine Kalifornija, da me bo učil. On je bil seveda zame, da sem bila od prvega razreda naprej sošolca vedno dobra prijatelja. In je rekel, lej, najprej se boš mogel učiti narodno zabavne glasbe. To sem prej pozabil povedati, to je tudi ena muzika, ki jaz ne poslušam, narodno zabavna, pa sem rekel, če mora, bo mogel. In začnem jaz vaditi. In mi po enem 14 dneh se dobimo spet skupaj. Sem rekel, kaj je, fanta, jaz imam baš že, doma bobne kitaro, pa prav Bogi, ja, jaz nekaj nimam denarja, pa to sem rekel, en Verdi, en naš prijatelj, jih glih zdaj le prodaja, jih kupimo. Bobi, ja, jaz tudi ne vem, sem rekel, kaj je. Jaz imam pa zdaj faks, pa neki, dajmo mi to raje malo predstaviti. No, pa sem bil ful jezen, pa sem rekel, ne, bom naredil svoj band, ampak do tega nikoli ni prišlo, tako da sem pol kitaro čez kakšne pol leta prodal mojemu dobremu frendu v Škofjo Loko. To je bila muzička karijera. Kar pomeni, da v bistvu tisto, kar si se pa naučil na basu, je pa narodna zabavna glasba. Ja, pa mislim, da sem prišel samo do enega akorda, ne vem, če sem dva. Za upravičiti ime bo dovolj. Hvala, Jene. Gača, v bistvu še zate zelo podobno vprašanje, kar se glasbe tiče. Tudi sam si bil glasbeno povezan in sicer kot menedžer. Kot menedžer benda si v bistvu pomagal pri koncertih in letos je tudi nekako bilo v sklopu 40. obletnice spet priložnost za menedžiranje koncerta. Ja, neverjeten, kjer je podatke ti ven polečeš. Ja. Med mojimi gosti so bili tudi prijatelji, ki so ustanovili Ikos band, takrat zelo aktualen band, rock band, in seveda so začeli varati, koliko je, ne, Jene še ni varal, no, recimo, so začeli varati čist iz nule, pa tudi z narodno zabavno, da so se sploh nekaj naučili, no, ker pojma nisem imel v inštrumentih, ampak imeli so band. Igor Bizjak je bil vodja benda, on je imel tudi kapital kot dober podjetnik in je nakupil vse zadeve, ki jim pritiče, in so trenirali pri njemu v pisarnah dol, kar zelo zagnani, ampak nastopa nobenega. Jaz sem rekel, čak, fantje, ne morate za kar zaston tlele nekaj se matrati, pa zakaj pa se matrate? Daj bom jaz vaš menedžer, in smo naredili, ne vem, na pamet, 60-70 koncertov. Po celi Sloveniji sem jaz organiziral, še celo na Hrvaški smo šli enkrat. Dosti dober sprejet, spet je bila moja tale biznis menedžerstva zelo stresen, zelo težek, da si ti nekoga prepričal, da boš pripeljal kaj ene bumbarje, sorry, fantje, pa da vas bo zabavali 2-3 ure, a ne, prvič prepričati, pa denar dobiti, ker niso bili glih vsi zmeraj najbolj zadovoljni, ne, in to je bilo res problemno. Ampak ja, to je bila moja zgodba z muziko. Ampak dejansko vidiš, kako težko je imeti tudi glasbeno pot oziroma glasbeno kariero, hkrati so ti pa se te izkušnje iz poslovnega sveta ful prišle prav, ne? Seveda. Da si lahko nekim glasbenikom, umetnikom, ki niso niti videli te širine, kaj lahko s tem svojim naredijo. Čeprav na koncu se že kar postavili, so imeli že kar dobro ime, so še danes nastopajo. Enkrat na leto. Za 50. obletnico ste že zmenjeni? Ne še. To mogla manjca je za eno šef kavke in bi se mogla ona z njim pogovarjati. Ali pa njen mož, moj zet ali Onša Korenčan, ne vem, če je še kle, bil je. On ima te stvari bolj zapisane v genih, da bo naredil, kar se tiče muzike, vse.
Ja, super je, da se te stvari nadaljujejo, da lahko govorimo torej o tradiciji, ki se ohranja, ki se nadaljuje in da imamo kle 90. obletnice, 40. obletnice in res lepo. Mislim, da smo prišli počasi do enega takega dela, ko definitivno lahko tudi publiko vprašamo, če je kakšno vprašanje z vaše strani. Če boste imeli kakšno vprašanje ali za Gačota ali za Jeneta, če imate kakšen spomin, kar dvignete roko, pa vprašajte. Lahko tudi za mene, ja. Aha. Izvolite.